Prejle sem vam spregovorila o zdravem načinu življenja, ampak koliko resnice je v tem, da ko spremeniš en del, se začne vrteti krog življenja, kar Aleksandra ves čas ponavlja. V tem času sem se jaz odločila, da grem na neko drugo poslovno pot, da poiščem neko novo poslanstvo za sebe, da najdem neko jasnost. In ko sem bila tako fokusirana, sem nekega dne zagledala oglas za eno strokovno delo na inštitutu v Ljubljani za Koroško regijo, kjer jaz pač živim. In sem rekla, to je to. Ko začutiš v srcu, da je to, sem rekla, jaz se bom to prijavila. Pogledam razpisne pogoje, ugotovim, da ustrezam in rečem, zdaj bom jaz to oddala na pošto prijavo. Sami veste, da ko poveš to bližnjim, kam se boš prijavil, pa za te stvari včasih ni podpore. Ti rečejo, zakaj se boš pa prijavila, sigurno imajo že nekoga tam, pa to je tako mesto delovno, če bo to ustrezno za tebe, sem rekla, ja, to je to, jaz to vem, pa se ne boš dobila, so mi rekli. Zakaj tako misliš? Če sem se jaz odločila, da bom to službo dobila, jo bom dobila. In grem na pošto, priporočeno pošljem z namero, da je to delovno mesto moje. Ne gre v bistvu kot za redno delovno mesto, ampak kot za strokovnega izvedenca, kar pač potrjuje, da pač to, kar delam dobro. In me sprašujejo 14 dni, a si kaj dobila, odgovor, ne, nisem, ampak bom. Bom jaz dobila odgovor, da bom sprejeta. Sigurno so že izbrali, če ti nič ne odgovorijo. Ne, jaz to vsak dan vizualiziram, jutranji ritual, vidim pred sabo sestanek, vidim stisk roke, podpis pogodbe, začetek dela na terenu, komisiji in tako naprej. Dobim mail, prosimo, da pridete na informativni razgovor. Presrečna, solze so mi stopile takrat v oči in rečem, to je to. In grem na razgovor, preden sem stopila v stavbo, zberem oči, se fokusiram, odločno, vztrajno, to je to, srčno. In oni mi rečejo, glejte, boste opravili usposabljanje in preizkusi, ni delo vaše. Tako da v bistvu, če se nekaj odločite, res z srcem, ne sprašujte se kako, ker na koncu se začnejo stvari sestavljati same, brez da bi, kako je samo izgovori, kako bom to, začneš odlašati. In jaz sem mojster odlašanja bila. In stvari se začnejo poklapljati. In še eno stvar bom povedala. Aleksandra ves čas govori, ne razmišljati o tem, kaj boste vi samo pridobili, ampak kaj bodo drugi. In ves čas sem to razmišljala. Kaj imam jaz takega, kar lahko dam? Sem rekla, ok, znam pisati. Sem rekla, bom pa jaz našla 30 oseb v svojem življenju, ki so me kakorkoli zaznamovali na poslovni poti, na osebnostni poti, magari veterinar, ki pač imam zrelišče in tako naprej. In sem začela te osebe na svoji Facebook strani izpostavljati, brez da bi oni to vedeli. Krog, ki se je vzpostavil kasneje, ko sem objavila prvo zadevo, ko sem prišla potem do te osebe, objemi, ko sem hotela plačati, pa nisem s tem namenom to naredila. Ne, Darinka, jaz čutim to, kar si ti za mene naredila s temi besedami, danes nič ne boš plačala računa. In ko me je potem poklicala znanka, ki sem jo pač izpostavljala z delom v Ljubljani, reče, Darinka, tvoja prijateljica je poklicala in naročila torbico pri meni. In sem rekla, moj namen je bil, da podpiram lokalno obrtnike, ne samo Made in China, in da podpiram osebe, ki srčno, ker meni je odnos res zelo pomemben, počnejo to, kar počnejo. In da skozi te zgodbe, ko jih jaz promoviram, tudi sama najdem inspiracijo za sebe, da počnem to, kar želim. In jaz bi se na tem mestu zahvalila vsem vam, sploh tistim, s katerimi smo delali v parih skupinah in vsi, ki ste se pač odločili. Absolutno Aleksandru vsem coachem, res, vsaka beseda, vsak pogled mi ogromno pomeni. Bi se pa želela zahvaliti Aleksandrovi ženi, zaradi tega, ker
ves čas je tema ona pogovorov in če ne bi ona dovolila dejansko, da investira v svoje znanje, ampak v streho, nas danes tule ne bi bilo. Tako da jaz, ko je Aleksander na tej 7-dnevni tisti, ki ste novi, govoril, da je pač vložil denar v znanje in ga je žena vprašala, kaj bom pa naredila za streho, ko je pač puščala, bom kupil večji škaf. Jaz sem v tistem trenutku čutila vso vročino, ki je oblila ženo in če bi bila ona, jaz bi verjetno poleg škafa mogel kupiti še kak krožnik, ampak zdaj smo spremenjeni, tako da res hvala Aleksander in vsi, hvala.